Živjo, sem Petra. Ta video snemam z namenom, da vam malo predstavim svoj nov komad s tabo in tudi nasploh malo sebe in mojo glasbo. Zadnjič sem vas prosila, da bi napisali malo vprašanj, ki vas zanimajo o meni. Zdaj kar nekaj se je nabralo, tako da bom kar začela odgovarjati. Hvala vam vsem, ki ste napisali. Prvo vprašanje je, od kje dobivaš navdih za pisanje pesmi? Vedno iz vsakdanjega življenja, iz mojih izkušenj, pa še to ponovadi takrat, ko sem žalostna. Zelo redko pišem, ko sem vesela. Ali imaš vzornika? Ne, nikoli nisem imela vzornika, ali pa bi lahko rekla, da jih imam milijon. Vedno se zgledujem po ljudeh, ki res trdo delajo za svoje cilje in se ne ustavijo, v čemarkoli že pač so uspešni, no. Nimam pa tako res, da bi rekla enega pevca, to pa ne. Bi bila rada znana pevka v tujini? Tako no, nikoli ne reci nikoli, ampak zdajle se še ne vidim se v tem, no. Jaz se bolj vidim v tem, da bi zdaj se malo pokazala, kaj znam, kakšne komade delam, pa bi šla pa zadaj pa za druge delala, pa tako no. Imam v glavi približno sliko, ampak saj se skozi spreminjamo, tako da nikoli ne moreš vedeti, kaj boš. Okej, to bom po moje kar nakladala. Kakšna je tvoja izkušnja z Emo Fresh? Emo Fresh je bil predizbor za Emo 2020 za mlade in neuveljavljene glasbenike. To je bila meni ful luškana ideja od RTV-ja. Zdaj, to je bilo sestavljeno iz online glasovanja, pa še potem iz ene oddaje v živo in potem sta šla dva naprej na Emo. Jaz sem bila sicer kar razočarana, ker nisem prišla iz tega online dela v oddajo v živo, ampak sem bila pa vseeno po eni strani zelo hvaležna, ker se je toliko ljudi zagreblo zame, da sploh ne morem verjeti. V bistvu je bila fora v tem, da sem res, ne vem, če sem kdaj za katero stvar v življenju toliko močno delala, no. Takrat se spomnim, to je bilo sredi poletja, avgust pa polovico septembra sem imela časa, da naredim komad, posnamem 2 videa, pa pošljem, pa vse uredim, ne. In se spomnim, da sem res od prvega do zadnjega dneva razpisa, od 1. avgusta ob 9. zvečer, ki je bil razpis zunaj, vse se spomnim, do 19. septembra sem jaz delala za ta komad, vsak dan. Sama sem si ga napisala, to je kar nekaj časa vzelo, ker takrat sem imela lih obdobje, ko sem bila res tako brez navdiha. Tako, nisem mogla ne melodije ven spraviti sebe, ne besedila, vsaj ne dosti dobrega, no. Jaz sem bila toliko prazna in toliko sem se prejokala, sekirala, stresirala, to sem si tako sama sebi delala, ne. In pol sem v bistvu na koncu lih iz tega pritiska in stresa in te želje, ki bi res sem si želela iti tja, ne, sem pol napisala ta komad. Prvi vers je: tema v meni spremeni me, zažarim. In to je lih to, no, ko sem rekla, iz slabih stvari jaz naredim komade. In pol sem da res, kamen se mi je odvalil od srca. Je bila pa to ena zelo fajn lekcija za mene, da saj nimam zdaj več teh prevelikih pričakovanj nikoli, ne, ker takrat sem res mogoče malo preveč pričakovala, pa sem bila pa razočarana za brez veze. Drugače pa super izkušnja je bila, vsi ljudje so bili ful fajn, tako komentatorji, organizatorji, tudi tekmovalci so bili, pač mi smo tako zdaj prijatelji med sabo, se podpiramo in je ful luškano, tako da sem zelo vesela, da sem bila tam. Tudi pol spot smo lepo speljali čez, mi je veliko ljudi pomagalo, tako da res top. Lahko si greste pogledat Srce na glas, če še niste. No, zdaj gremo končno na malo vprašanj o mojem novem komadu s tabo. O kom ali o čem govori komad? O kom je skrivnost, če že govori o komu, ne, saj ne vemo, ne. O čemu govori, ja, to pa ni skrivnost. V glavnem, govori o tem feelingu, ko te oseba zavrne, ko bi ti res vse naredil za nekoga, ampak te ta samo ignorira oziroma pač mu ne pomeniš nič. Meni se je to kar veliko dogajalo, ne. In moram reči, da sem vedno iskala neke pesmi na to temo in sem jih zelo težko našla, oziroma vedno je bilo tako malo, ne, nek break-up song ali pa nek vesel ljubezenski komad. Pač dobesedno v tej temi nisem lih zasledila komadov, oziroma res redko, no. In sem hotela lih zaradi tega narediti komad o tem, ker mislim, da si ta feeling zasluži nek komad, ker je pogost feeling. Ta feeling res skoraj vsak doživi, vsaj enkrat v življenju, in sem prepričana, da se boste poistovetili s tem komadom, vsaj malo. Tako da mi zelo veliko pomeni in mi zelo veliko pomeni, da končno povem nekaj o tem. Tale vprašanje mi je zelo všeč. Kaj je tvoj najljubši vers iz novega komada? V bistvu
Se ne vem, na prvo žogo bi po moje rekla, vem za naju zvezda ne žari, dotik se utaplja v čas. To mi je tako, to najlepše po moje. Ne vem, velikih je, dejansko mi je ful, pa so tako moje. Ok, gremo naprej. Kako si posnela komad? Napisala sem ga sama najprej tako januarja letos. V bistvu sem že en del tako res dolgo časa nazaj, tako 2017 po moje že. In pa sem samo ta star komad, pa tega novega sem tako združila. Pa malo sem spremenila nekaj in pol je nastal ta komad. Sem pa večino letos naredila. Potem, ko sem pa napisala vse, mi je pa aranžma naredil Alex. Vem, da sva tako res na hitro to mogla posnet, ker sem se hotela prijaviti na melodije Morja in sonca in sem tudi vse. Ful je bilo smešen, ker tako, vem, da sem spet v zadnji dan laufala valjda na pošto, ne? In jaz tako laufam s kuverto v roki, da jamam, ne? In pol sem vidim na telefonu, da je povedano oziroma predstavljen in bi pol imela še ful več časa, da naredim komad, ne? Pol se pa povedala, ne? Kakšen stil muzike je nov komad? Jaz temu rečem tak evrovizijski pop, tak luškan, poln, pravličen, pa tak flow ima catchy, tako spodaj čez cel komad in pač meni je ful luškan komad, no. Kako ste posneli spot? Aha, spot smo pa snemali z ekipo Novisuals in je bilo ful fajn, tako ful so fajn ljudje, res. Snemali smo v bistvu en dan. Jaz sem ostala tako 4:30 zjutraj že in sem se pol mogla v Celje odpeljati. Da sem imela najprej make-up, pol smo v bistvu v enem domu tam v Celju smo snemali, nekem gledališču, no. Smo snemali pač vse abstraktne scene, potem smo pa šli še nazaj, kaj jaz živim, za enem, pač tukaj za mojo hišo en tak velik travnik, pa smo pol še tukaj pol spota posneli. V tem trenutku zdajle še ne vem, kakšen je spot, ker ga še nisem videla, ampak po moje je ful lep, no. Jaz sem toliko zadovoljna samim procesom, res še kdaj ziher. Ja, drugač pa itak pride video behind the scenes od tega spota in bo po moje dosti zabavno, ker je bila še Laura zraven, tako da to smo se imeli kar fajn. Tako da to boste pa videli pač enkrat potem, ko pride komad ven, no, se bom objavila klepa. Subscribite, da vidite, ne. Še zadnje vprašanje, kje se vidiš v življenju? To sem že prej povedala, da se itak skozi spreminjam in da ne moram vedeti v tem momentu, ampak definitivno bi pa rada še naprej pisala komade. Rada bi tudi pela. Sicer mi je prvo v bistvu pisanje komadov, tako da če kdo rabi kak komad, slidite v DM, ne vem, pač z veseljem, dejansko z veseljem bi za koga drugega tudi naredila komad. Če že ne drugega saj besedilo, čeprav iskreno ful rajš delam melodije. Ampak ja, če kdo rabi, sam Petra je tu za vas. To je to, hvala vsem, ki ste gledali ta video in ko mi čakam, da slišite nov komad. Mogoče je ta video zdaj na YouTubeu potem, ko sem že dala komad ven, tako da če je, ga pejte pogledat. Če pa ni, pol pa pač ko mi čakam, da ga slišite. Lepo se imejte, čau. Povej, kako naj te pozabim, zaman čakam te, zaman uplašen. Ta večer ne bo žarilo je, kot nikdar še to.